Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dogodkih dneva. Poglejmo, kaj so naše kamere zabeležile v današnjem dnevu. V Slovenskih Konjicah bodo obeležili 880-letnico prve omembe kraja. Agritech je obiskalo več kot 22.000 ljudi. V največjem nakupovalnem središču na Celjskem odprli pomladno razstavo cvetja. Celjske nogometaše bo vodil nekdanji beloruski reprezentant Ivan Majevski. Slovenske Konjice letos obeležujejo 880 let od prve pisne omembe kraja. Na novinarski konferenci v prenovljeni mestni galeriji so predstavili pester kulturni program, s katerim bodo Konjičani zaznamovali ta visok jubilej. Prireditve v Slovenskih Konjicah bodo letos posvečene dediščini mesta. Dogajanje ob jubileju se je že začelo. Včeraj so v tamkajšnjem kulturnem domu odprli prvo razstavo, danes pa sledi prvi koncert cikla Prididiju. V petek bo osrednja svečanost, slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku. 14. februarja za Valentinovo glasbeno-plesna poslastica Nomad Jošta Lampreta, basista, plesalke Urške Centa, pridružila se jima bosta izvrstna glasbenika Matija Krečič in Nino Moreškič. Že v tednu, ki je pred nami in s prireditvami, ki bodo v teh dneh, v bistvu nekako nakazujemo, kaj nas čaka skozi celotno sezono, skozi leto. Se pravi, program bo raznolik, večplasten in namenjen vsem generacijam. Tudi letos bo dvorec Trebnik gostil likovno kolonijo. V Konjicah pripravljajo tudi veliko razstav, prav tako veliko pa se bo dogajalo na koncertnih odrih. Pestro bo koncertno poletje s poletnimi glasbenimi večeri v Žički kartuziji in poletnicami na Starem trgu. Magnifico, Midva Naturi, Šankrok akustika, Goran Bojčevski kvartet v Žički kartuziji. Na oder poletnic prihajajo Vijala Jaga Jagas, Pižoni, 500 metrov Anja Rupel. V znamenju 880-letnice bo tudi dogajanje v Konjiški knjižnici. Poklonili pa se bomo tudi nacionalnim obletnicam, in sicer, ki je letos posvečeno Srečku Kosovelu in pa Zofki Kveder. Prav njima bomo posvetili razstavo na domoznanskem oddelku. Sedaj bom omenila le nekatere dogodke, ki se bodo izvajali v kratkem, in sicer v knjižnici bomo ob jubilejnem letu posebno pozornost namenili našim lokalnim gostom na tradicionalnih čajankah, tako v prvem polletju še posebej dajemo prednost torej domačinom. Ta mesec gostimo Aleša Jelenka, pesnika, aprila zdravnika Dominika Škrinjara in maja v okviru Hospic kafeja gospod Fink. Poleg tega konjiški knjižničarji pripravljajo še številne druge dogodke. V celem letu načrtujemo več kot 100 različnih obknjižničnih dejavnosti za vse starostne skupine. Pri vseh vsebinah pa bomo posebno pozornost namenili naši aktivni vlogi pri ohranjanju lokalne dediščine. Praznovanju se pridružujejo tudi na Konjiškem Ticu. Obetata se kar dve ulični razstavi posvečeni tej obletnici. Prvo letošnjo ulično razstavo z naslovom Začetki Konjic in prva pisna omemba v pisnih virih si boste lahko ogledali že konec tega tedna v sklopu Svečane akademije. Avtorica te razstave je magistrica Aleksandra Boldin, v njej pa bo na zanimiv način in skozi slikovito gradivo osvetlila tiste najstarejše znane zapise in zgodovinske začetke našega mesta. No, teden pred svečano sejo občinskega sveta občine Slovenske Konjice, to je torej konec junija, pa bo na Mestnem trgu postavljena ulična razstava, ki pa bo skozi ljudsko izročilo in mitologijo osvetlila simbolni pomen belega konja in pa zmaja. Novo podobo pa ima tudi nekdanja Rimerjeva galerija, ki sedaj nosi ime Mestna galerija Slovenske Konjice. Sem se potrudila, da se vsa dela, ki jih vidimo v tej razstavi, nekako navezujejo na Slovenske Konjice. Se mi zdi, da je to bila neka rdeča nit. Lahko se povezujejo s Slovenskimi Konjicami vsebinsko,
Prostor, skozi katerega smo prišli, nekako aludira na dolgo tradicijo umetniških kolonij slovenskih konic. To je razstava, ki se bo tudi menjavala, glede na to, da imamo umetniško kolonijo na Trebniku. Potem dela so iz fonda Občine slovenskih konic, potem sposodili smo si jih tudi iz zbirke likovnih prijateljevanj. Nekatera dela pa smo tudi si sposodili od opusov umetnikov, ki so prepoznavni v slovenskih konicah. Pred Konjičani je tako pestro leto, polno dogodkov in praznovanj ob 880-letnici mesta. Največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter repromateriala Agritech je obiskalo več kot 22.000 obiskovalcev. Letos se je na sejmu v 7 sejemskih dvoranah predstavilo 124 direktnih razstavljavcev iz 9 držav, ki so skupaj predstavili več kot 400 blagovnih znamk, opreme in storitev za sodobno kmetovanje in gozdarjenje. Približno tretjina razstavljavcev je predstavljala proizvajalce, kar je dalo dogodku posebno težo, obiskovalcem pa omogočilo dostop do najnovejših rešitev in tehnologij. Organizatorji so poskrbeli tudi za pester spremljevalni strokovni program, v okviru katerega so za obiskovalce pripravili aktualne teme sodobnega kmetijstva in gozdarstva, vključno z inovativnimi pristopi, varnostjo pri delu in tehnološkimi trendi. V največjem nakupovalnem središču v regiji, City centru Celje, so na ogled postavili tradicionalno pomladno razstavo cvetja, ki bo na ogled vse do 13. februarja. Na vhodu v center so postavili Rudolfa Celjskega, ki svojo pomladno preobleko napoveduje prihod toplejših dni. Čeprav nas zunaj še zebe in se zima še ni poslovila, pa v City centru Celje že diši po pomladi. Na tradicionalni razstavi cvetja so nam tako v teh dneh že pričarali pomladanski utrip. Tradicija ostaja tudi v City centru Celje, pomlad je že tukaj, tako kot ste rekli, že diši in res letos nekaj posebnega. Če se boste posedli na te klopce, bo tudi še bolj zadišalo po rožicah po pomladi. Smo razstavo tudi odišavili. Če pa boste prišli iz našega glavnega vhoda ali pa če se peljete mimo Mariborske, torej po Mariborski mimo City centra Celje, vam bo pa pomahal naš Rudolf Celjski, ki smo ga prav tako deli z rožicami in je prav tako pomladni in naznanja, se pravi pomlad, svežino, to, kar dejansko tudi prihaja po trgovinah, nove kolekcije, pomlad dejansko trka na vrata. Letos so, tako kot vsako leto, poseben poudarek dali kombinaciji energije in svežine. Avtor same ideje seveda je City center Celje, ki nekako daje smernice, ampak izvedba je pa tukaj Aljaž in Maja Podgornik, ki sicer tudi z nami vso leto negujejo vse rože, cvetlice, tako zunaj kot tudi znotraj City centra Celje. Letos smo jo obarvali rumeno, to je tudi mal napovednik za ta marčevski rojstni dan, ki prihaja v City center Celje, namreč slavili bomo kar 20 let. Razstava je tudi odličen fotokotiček na eni in inspiracija za lastne zasaditve na drugi strani. Kljub temu, da je v City centru že vse odeto v pomlad, pa se aktivno pripravljajo tudi na pustni čas. Že v soboto 14. februarja, pustna sobota z Romano Krajnčan, krofi, kurenti in pa pustni torek z animacijo naše Doti. Prav tako prihajajo kurenti in pa krofi za vse pustne maske. Razstavo cvetja si lahko ogledate še do 13. februarja. Novi trener nogometnega kluba Celje je 37-letni Belorus Ivan Majevski. Nekdanji beloruski reprezentant je bil del trenerskega štaba Alberta Riere, pri tem je isto vlogo opravljal tudi pri Damirju Krznarju. Njegov pomočnik bo Hrvat Hrvoje Božičković, trenerski ekipi pa se je pridružil tudi Vladimir Kazakov. Zelo sem ponosen na to. To je ful velika zaupanja v meni, kot človeka, kot trenerja, da klub vidi te dobre stvari, katere lahko nadaljujem. Mislim, da dosti sem naučil, ampak tudi hkrati to je ful velik izziv za mene.
Moja cela življenjska pot nogometna, ona v celoti zanimiva in isto tu, ko sem prišel prvič v Celje, še se spomnim ta trenutek, da sem bil igralec. Potem začel trenersko pot tudi v klubu in istočasno sem začel izobraževanje v Sloveniji. Zaključil sem UEFA C, UEFA B, UEFA A in zdaj sem postal glavni trener, tako da ta pot je vzela skoraj 5 let in zelo zanimiva pot, ampak mislim, da to je nogometno življenje, ona je taka, tako da gledam na to zelo pozitivno in še enkrat ponovim, zelo sem ponosen na to. V 16. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Rogaške prišli do pomembne zmage na gostovanju pri Heliusu. Podčetrtani so izgubili na gostovanju pri Triglavu v Kranju, Laščani pa so v svoji dvorani morali priznati premoč Šenčurju Gorenjski gradbeni družbi. Šenčur je v Laškem nadaljeval tradicijo zmag na medsebojnih tekmah, saj je dobil 18 od 19 zadnjih medsebojnih obračunov, med drugim tudi vse letošnje in lanske medsebojne dvoboje. Letošnja ekipa nima veliko skupnega z lansko, sam sem mnenja, da ni potrebno gledati v preteklost niti v prihodnost. Živeti moramo v sedanjosti, kar vsak dan ponavljam mojim igralcem. Respektiramo preteklost, prihodnost je svetla, toda delati moramo predvsem zdaj, za tekme, ki prihajajo. Za iduću utakmicu i to je to, nema ničeg drugog. Zelo pomembna zmaga za nas, zelo pomembna zmaga za fante. Bom rekel, da smo pričakovali tekmo v tej smeri, vedeli smo, da bomo mogli izgarati in v drugem polčasu smo bili obrambno neprimerno boljši, tako da vse čestitke fantom. Je pa res to, kar ste omenili, malo so te, bom rekel, porazi. Najpomembnejša stvar, ki pa je pa, da smo mi v tem trenutku imamo 7 poškodovanih igralcev. 6 od njih, bom rekel, po smoli, z vini gležnjev po pristanku na Superge in tako naprej. In fantje stiskajo, danes še dodatna poškodba Rojca, ampak evo, je stisnil za ekipo, se je vrnil nazaj, mogoče na koncu v 2-3 reakcijah v obrambi, mogoče celo odločil to tekmo, tako da res kapa dol fantom. Hvala Bogu, da je tega januarja konec, ker nam enostavno ni bil prizanesljiv. Laščane v državnem prvenstvu do konca druge tretjine sezone čakata tekmi proti Triglavu v Kranju in Šentjurju v Treh Lilijah. Pred nami sta pomembni tekmi proti Triglavu in Šentjurju, vmes pa še pokalni obračun proti Heliosu. Na vseh 3 tekmah bomo šli na zmago. Želim, da moštvo ima to mentaliteto. Fantje so si to zaslužili z odličnim delom s prejšnjim trenerjem v tej sezoni. To moramo nadaljevati in verjeti v to, kar delamo. Rogaška je na krilih povratnika Rona Jacksona z 82-81 zmagala na gostovanju pri Heliosu, s čimer je za zmago pobegnila zadnjeuvrščenemu Podčetrtku. Ja, dolgo smo zaostajali že raznim prvih, po moje 3 minutah, ko smo odprli z 0-7, smo vse tudi zaostajali, ampak mislim, da nikoli več kot 11 točk. Igralci sem se skozi prepričeval, da smo in da samo moramo držati to razliko in da bomo na koncu dohiteli. Kombinirana obramba je to, kar po moje odločala, trmi visokimi, z dobro energijo igralcev, z številnimi napakami, številnimi državnimi prostimi meti. Zmaga, ki nam veliko pomeni in verjamem, da bomo v prihodnje še boljše igrali. Podčetrtani so bili nemočni na gostovanju v Kranju in so 4 zmagami zdaj sami na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Kljub vsem poškodbam, ki so se nam naredile v zadnjem dnevu, da smo igrali brez prvega centra plus manjše poškodbe, smo tekmo izgubili v prvi četrtini. Se pravi 9 točk, 4 skoke smo dali brez energije, prave motivacije. Triglav je šel čvrsto skozi celotno tekmo, parkrat smo se približali, ampak danes, ko smo se približali, so igralci nekateri začeli malo vsak za sebe, za statistiko in to je bilo ključno. Bilo je ogromno napak, predvsem pa prva četrtina brez energije, brez pravega momenta in to je Triglav normalno kaznoval, na koncu pa predvsem spet ne prava energija in velika razlika za Triglav.
Košarkarice Cinkarne Celje so v zaostali tekmi 12. kroga državnega prvenstva z 89-50 premagale Domel iz Škofje Loke. Celjanke bodo že v sredo 4. februarja v derbiju 16. kroga državnega prvenstva gostile Triglav iz Kranja. Za nami je tekmo proti ekipi Domel. Tekmo smo odprli malo slabš, ampak smo pol v drugi četrtini in v drugem polčasu popravili naše napake. Popravili smo obrambo, tudi napad nam je bolj stekel in to nas je pripeljalo do zmage. Smo odigrali tekmo z Domelom, v prvi četrtini smo slabo začeli, slabo smo odprli tekmo, igrali smo tudi slabšo obrambo, potem v drugi četrtini nam je bolj stekel napad, smo tudi bolj pritisnili in smo v drugem polčasu držali ta ritem. Mislim, da smo lepo pripeljali tekmo do konca, držali razliko. Zdaj pa nas vsem tem čaka težek teden, v sredo imamo tekmo s Triglavom in potem v soboto še v Podgorici za Budućnostjo. Po noči bodo padavine prehodno nekoliko oslabele in ponekod na zahodu in severu ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 1100 in 1500 metri, na skrajnem severozahodu bo ob močnejših padavinah snežilo do dolin. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. V petek bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Želimo vam prijeten preostanek, seveda v naši družbi. Lahko noč.